Namen projekta je v bistvu preko prostovoljnega dela približati občine z lokalnimi mladimi. Torej, želeli smo, da se občinski uslužbenci vključijo v prostovoljno delo skupaj z mladimi v koordinaciji mladinskega centra v tem kraju, s tem, da se bolj povežejo in da se bolje spoznajo, predvsem, da uslužbenci spoznajo potrebe mladih in pa da mladi tudi spoznajo možnosti, ki jih v bistvu lahko občinski uslužbenci jim omogočijo, kaj so njihove pristojnosti in kaj ne. Da ga v bistvu izvajamo po celi Sloveniji v 9 krajih, med katerimi je tudi Celje. Najprej smo izvedli sklop uvodnih srečanj, kjer so se mladi in pa občinski uslužbenci spoznali in so se dogovorili, kje bi želeli skupaj delati. Potem je trajalo, to je bilo recimo aprila, maja, junija. Potem čez poletje do jeseni je trajalo to prostovoljno delo, kjer so se uslužbenci vključili v določene aktivnosti, čisto odvisno po svojem interesu in željah. Bodisi kreativne delavnice z otroci, bodisi v glasbene festivale, fotografske festivale, učno pomoč so nudili. V Kočevju recimo so pomagali pri obnovi, ko se je mladinski center preselil v druge prostore, so pomagali beliti in podobno, čisto konkretno fizično delo. Zdaj pa potekajo ta zaključna srečanja, to, kar je danes tudi v Celju. V bistvu imamo še jutri Zagorje ob Savi in pa Šentjur, z ostalimi izvedbami smo že zaključili. Na teh zaključnih srečanjih evalviramo projekt, kakšen je bil sam odziv in tudi kakšno mnenje imajo tako uslužbenci kot mladi o samem projektu. Z 8. novembra pa zaključujemo z nacionalno konferenco, to bo pa v Mariboru, kjer bomo pa združili vseh 9 izvedb. Povabili bomo te občine, ki so sodelovale, in povabili bomo tudi občine, ki niso sodelovale, z namenom, da jim predstavimo pomen projekta in kot nek model dobre prakse sodelovanja občin in mladih. Vsekako smo zadovoljni. Čisto na mikroravni nam organizacije v bistvu poročajo, torej mladinski centri, ki sodelujejo v projektu, nam poročajo o tem, da se približujejo občini, da se mladi približujejo. Mladi sami nam povedo, da zdaj bolje razumejo občinskega uslužbenca kot takega, ker namreč tudi ta stereotip občinskega uslužbenca smo želeli malce razbiti. Tako da smo v bistvu zelo zadovoljni z potekom projekta in tudi moram reči, da smo bili zelo prijetno presenečeni nad velikim odzivom občinskih uslužbencev, ker smo se bali, da bomo naleteli malce bolj zaprta vrata, kot smo.